Pozdravljeni, sem Vesna Radovanovič, prihajam iz Murske Sobote. Študirala sem na Pedagoški akademiji v Ljubljani slovenščino in knjižničarstvo in se odločila za poklic knjižničarke na mladinskem oddelku v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. Tako sem lahko ves čas v stiku s knjigami, ki jih obožujem že od ranega otroštva, in pa seveda tudi v stiku z mladimi bralci, ki jim potem lahko knjige tudi priporočim. Pripovedujem pravljice tako otrokom kot odraslim in ravno to me je pripeljalo na pot pisateljevanja. Zgodilo se je namreč pred kar nekaj leti, da so me poklicali iz avtobusnega prometa in si zaželeli ob tednu mobilnosti, da 3 skupinam otrokom povem pravljice, seveda o avtobusu. Take nisem našla, pa sem jim sporočila in so potem kar rekli, da naj si eno izmislim. Ja, malce sem se nasmehnila, saj jaz nisem pisateljica. Pa vseeno, takole sive celice so začele delati in nastala je ena pravljica o rožnatem avtobusu. In morda veste, da v knjižnico prihajajo tudi založniki. In tale moj sedanji založnik je dobil tole mojo zgodbico v roke, je rekel, da ja, da jo bo izdal, ampak da naj si izmislim še eno. Prosim vas lepo, komaj sem si izmislila eno, pa naj si zdaj še drugo. Pa je zopet začelo takole se vrteti v možgančkih in zmeraj sem bila fascinirana nad bohinjsko staro železnico. Pa tudi kot otrok sem se sama vozila na Goričko z Goričko Mariško. To je taka lokomotiva, ki še zmeraj puha dim in iskre letijo iz nje. In tako sta v bistvu išli dvojčici, jaz pravim, rožnati avtobus in puhačka. Pa je moj založnik rekel, joj, čudovito bi bilo, če bi naredila serijo o prevoznih sredstvih. Pa res. Zopet sem poprijela, bom rekla v narekovaju, za pero in nastalo je Dedkovo kolo, pa potem Belo jadro. Pa veste, tam nad Prekmursko ravnico se spomladi pod večer nad nebo dvignejo pisani baloni in ga zakrijejo in nastalo je Delo mavrični balon. In tisto prvo, ki bi moralo nastati v tej seriji o prevoznih sredstvih, je pa čevelj. Tale Aljažev je nastal čisto nazadnje. Vmes sta nastali še 2, Gnezdo in pa Zvezdica. Zvezdica mi je najljubša pravljica, ki govori o deklici, ki je bila vrvohodka in je grdo padla z višine, se poškodovala in zdravniki so ji rekli, da ne bo nikoli več plesala po vrvi. Ampak njena vztrajnost je pripomogla, da je zopet zaplesala pod vrhom cirkuškega šotora in tako je postala zvezda. No, in zgodilo se je, da sem zopet pripovedovala pravljico in tako kot sem zdaj malce hripava, so otroci iz vrtca kar kašljali. In takole me je pocukal malce za rokav en petelinček, ki se mu je zgodilo enako. Zjutraj mu ni uspelo zakikirikati. Ampak zgodbica teče malce drugače. Namreč imel je zelo pomembno nalogo, stari petelin, ki je šel v penzijo, mu je predal budilko. In tale petelinček je potem moral buditi celo kmetijo, tudi gospodarja. Vse dokler nekega dne ni mogel zakikirikati. In kokoške so zakokodajsale, ja to pa tako ne bo šlo. Ne bo šlo, tako v nedogled. Mama ga je prijela za perutničko in ga odpeljala k veterinarju. Ta je naročil, da naj mu pripravi žajbelj za grgranje, pa sladko karamelno žajbljavo mleko za zvečer. In po nekaj dneh je petelinček zopet lahko kikirikal. Ja, veste, petelinčki so taki malo važiči, pa se je takole malo sprehodil po plotu in nazadnje seveda padel mamici v objem. In petelinček je na tej kmetiji doživljal vse mogoče.
Veliko prijateljev je dobil. Najboljša prijateljica mu je bila sraka. Potem je prišla račka, v katero se je zaljubil, pa pav, ki se je tako drl, da ga nihče ni maral, pa še osliček, ki je prepotoval svet. Veste, tale stari petelin, ki mu je predal budilko, ta je pa nekega dne hudo zbolel. In kokoške so rekle, da mu bije zadnja ura. Petelinček pa mu je želel pomagati, pa ni znal drugače, kot samo, da bi mu prebiral zgodbice. Vsak dan je sedel pri njem in mu prebiral zgodbice. Ja, in tudi vse te živali, prijateljice, so prihajale k njemu poslušati. Staremu petelinu se je zdravje vrnilo. Zato jaz pravim, da je branje zelo pomembno in vam polagam na srce, berite. Berite sami zase, berite svojim prijateljem, berite v družinskem krogu, kajti branje vas bo popeljalo v čudovite, domišljijske in realistične dežele.